Dober večer. Vladna ekipa je svoj 5. terenski obisk v tem mandatu posvetila Zasavju in Posavju. Zasavci so menda z nejevoljo poslušali, da bo za regijo bistveno manj državnih pomoči. Posavci pa nanje sploh niso računali. Želijo si le, da se začne uresničevanje njihovih razvojnih regijskih načrtov, ki so tudi vladni, pa Posavju ne bo hudega. Na delovnem posvetu v Brežicah so premier in ministrska ekipa obravnavali razmere v obeh regijah s poudarkom na pomenu odpravljanja administrativnih ovir za razvoj gospodarstva ter iskanju rešitev za nekatere projekte v obiskanih regijah. Brežiški župan Ivan Molan upa, da so si ministri zapomnili razvojne pobude Posavja. Da jih bojo upoštevali in seveda, da bojo potem pri svojih naslednjih odločitvah tudi lažje sprejemali take odločitve, ki bojo omogočile razvoj Posavja. Jaz sem že tu poudaril, v Posavju ne rabimo nobenih socialnih pomoči, nobenih nekih drugih pomoči, ampak rabimo samo, da nam omogočijo, da se te državni projekti zrealizirajo. Seveda to so hidroelektrarne, to je odlagališče nizko in pa srednje radioaktivnih odpadkov, to je Feniks, to je 3. razvojna os in pa seveda, da omogočijo normalno funkcioniranje bolnišnici Brežice in pa drugim državnim inštitucijam, ki so v naši regiji. Molan je sicer z obrambnim ministrom Alešem Hojsom podpisal pogodbo o brezplačnem prenosu 10 vojaških stanovanj na občino. Namenili bomo predvsem za socialne in pa neprofitne stanovanja, kajti dejansko porošnikov v Brežicah je ogromno, približno okoli 40 je v tem trenutku na čakalni listi. Jaz, koliko imam informacij, je še kar nekaj prostih in jaz samo upam, da v prihodnjih letih bomo možnost dobili še kakšna dodatna stanovanja. Za 7 stanovanj so sicer podpisali pogodbo o prenosu že leta 2009, ko je bila resorna ministrica še Ljubica Jelušič, a ni prišlo do izvedbe. Moram pa reči, da del krivde gotovo ostaja ali pa je nastal zaradi tega, ker se je prejšnja vlada odločila tam na začetku svojega mandata, da bo vse nepremičnine prenesla na nepremičninski sklad, ki je bil formiran pri Ministrstvu za javno upravo. Ta sklad pa dejansko nikoli ni zaživel v taki meri, kot bi moral in dejansko se s temi stanovanje oziroma nepremičnine ni upravljalo v stilu dobrega gospodarja. Gre za prenos 10 stanovanj v Brežicah v velikosti od 40 do 60 kvadratnih metrov. Tako je zdaj v občini še 46 stanovanj v lasti obrambnega ministrstva. Ministrstvo za obrambo bo naredilo nabor, koliko teh stanovanj je v bistvu za vojsko še perspektivno. Treba namreč vedeti, da je tukaj v letališču Cerklje tudi vojašnica Jerneja Molana, torej vemo, da so določena stanovanja za naše pripadnike še vedno interesantna, da se za ta stanovanja prijavljajo in po naboru, predvidoma v začetku naslednjega leta, bomo naredili tudi končno selekcijo, koliko se teh stanovanj še možno prenesti na občino. Za brežiško občino pa so pomembne tudi pridobitve tamkajšnje splošne bolnišnice, kjer so izvedli projekt energetska sanacija bolnišnice, vreden dobre 3 milijone evrov. Minister za zdravje Tomaž Gantar je vesel, da je brežiška bolnišnica med prvimi v Sloveniji dokončala energetsko obnovo. Gre za pomembne projekte, prvič na eni strani glede prispevka k zdravemu okolju, spravi zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, na drugi strani seveda tudi manjše energetske potrebe bolnišnice, pravi racionalizacija poslovanja. Predvsem pa je pomembno, da so s tem zagotovili boljše pogoje tako za bolnike kot zaposlene, je dodal direktor bolnišnice Dražen Levojevič. Na vseh objektih bolnišnice smo naredili hidroizolacijo tlakov in sten, zamenjali stavbno pohištvo, zamenjali termostatske ventile, na večini objektov toplotno izolirali stene, naredili toplotno izolacijo podstrešja. Med drugim so zamenjali nekaj ostrešij in uredili centralno klimatsko napravo v operacijskem bloku. Dela so sicer začeli pred 3 leti, leta 2010 pa je izšel razpis Ministrstva za zdravje, v sklopu katerega so pridobili dober 1,5 milijona državnih in evropskih sredstev. Naložba pomeni tudi velik prihranek pri energiji. Ja, mi smo spremljali stroške energije že od leta 2005, ko je bivše vodstvo pričelo z projektom energetske sanacije, ureditvijo kotlovnic in potem smo mi nadaljevali v letu 2008 z sanacijo kuhinje in temi ukrepi. Glede na to referenčno leto 2005 je bil prihranek v letu 2011 41%.
Odlagališče radioaktivnih odpadkov v Krški Vrbini bi morali po enem od terminskih načrtov zgraditi prihodnje leto, a se še ni začelo graditi. Župan občine Krško Miran Stanko je zato pri odgovorih iskal pojasnila. Vendar nekih trdnih zagotovil nismo dobili od nikogar, da se bo ta objekt začel graditi, da bo pač gradnja štartala tako, kot bi že zdavnaj morala štartati. So pa bili uspešni pri predstavitvi težav v zvezi z dolgom države do občine iz naslova protokolov. Gre za zavezo države, da jim bo sofinancirala določene projekte v zameno za sprejem lokacije odlagališča radioaktivnih odpadkov. Skupaj naj bi občina v določenem časovnem obdobju iz protokolov prejela 32 milijonov evrov. Letos pa bi potrebovali vsaj 3,2 milijona evrov za širokopasovno omrežje in obvoznico, ki je povezava z mostom pri elektrarni Krško. Vsekakor moram reči, da se je zadeva nekoliko premaknila, seveda ni še popolnoma jasno, ali se bo to zgodilo letos. Obstaja precejšnja verjetnost, da bo le nek korak naprej napravljen že letos. Obvoznica naj bi se dokončala, oziroma saj do prevoznosti dokončala v letošnjem letu, potem v naslednjem letu pa naj bi še napravili do konca vertikalno signalizacijo, promet pa naj bi že letos tekel. V sklopu protokolov je najprej možno poskrbeti za obveščanje oziroma za širokopasovno omrežje, pravi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Pri samih ostalih infrastrukturnih teh protokolih pa je v zaključkih Računskega sodišča jasno postavljeno vprašanje, da mora tudi steči sprejemanje gradbenega dovoljenja. Tako da računam, da bomo za ostale v tem času v postopku sprejemanja gradbenega dovoljenja za odlagališče rešili tudi potem tudi te protokole vezane na infrastrukturo, vezane tudi na cesto. Medmestna povezava Krško-Brežice, ki je tudi del tega protokola, je bilo govora o njej tudi na samem posvetu vlade, kjer se je jasno izpostavilo, da je to stvar tega dogovora, hkrati pa tudi informacija strani Ministrstva za infrastrukturo, da je državni prostorski načrt v izdelavi, prav tako pa, da se bo poskušalo v naslednji perspektivi 14-20 tudi s pomočjo evropskih sredstev in pa ostalih virov, ki so v protokolu, ta odsek tudi zgraditi. Glede na zaključke Računskega sodišča v zvezi z izgradnjo odlagališča sicer pričakujejo naslednji potek dogodkov. Do konca leta najprej dokončna revizija invest programa strani Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, s čimer pričakujemo tudi potem zeleno luč za nadaljevanje postopkov, ki bo vodila Agencija za radioaktivne odpadke, sočasno sprememba uredbe, hkrati pa tudi razmejitev obveznosti za te protokole, ki so podpisani. Ključno pa je zdaj odločitev vlade, da invest program potrdi in da se dokončno odloči, da mora s tem projektom iti naprej, in to, kar je bilo danes na posvetu rečeno, tudi sicer zavedanje na vladi, da se to mora zgoditi do konca leta. Invest program je invest program, ki vsebuje to silosno varianto, za katero je izdelan tudi državni prostorski načrt, je pa v tem invest programu drugih več neznank. Gre za življenjsko dobo obratovanja, ni vseeno, ali obratuje do 2023 ali do 2033 ali 2043, potem je variantno izdelano, ali je financirano odlagališče zgolj strani Slovenije ali je financirano tudi s hrvaške strani, in iz tega izhajajoč pridejo potem tudi zelo različne bremenitve na samo kilovatno uro za sklad. Krški župan je sicer zadovoljen, da ob zmanjšanem državnem proračunu v programu ostaja gradnja še enega mosta čez Savo v Krškem. Most Zadovinek je nekje še zmeraj planiran za naslednje leto in dokončan nekje v letu 2015. Tudi ta projekt teče sicer neodvisno od protokolov, ampak je seveda odvisno od financiranja. Nekako pa, kot se kaže, naj bi v naslednjem letu le začeli s to gradnjo. V jedrski elektrarni Krško se je v sklopu obiska vlade ustavil obrambni minister Aleš Hojs, saj se je želel podrobno seznaniti z delom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Dejstvo pa je, da je seveda ta elektrarna ena od tistih točk v Sloveniji, ki je definirana v državnih načrtih zaščite in reševanja, kajti v primeru kakršnekoli nesreče je to seveda izjemno važen objekt, in seveda bi se rad seznanil z postopki, z načrti, z organizacijo, ki bi ob eventualni nesreči, bodisi manjši, bodisi kakršnikoli, kako bi se ta načrt aktiviral, kako se ljudje usposabljajo, kako bi se aktivirala celoten štab naše civilne zaščite in podobno.
Sicer pa smo v sklopu obiska v regiji v našem studiu gostili predsednika vlade Janeza Janšo, ki se je med drugim dotaknil drugega bloka nuklearke. Obstoječi blok bo tako ali tako obratoval do leta 2023. Mislim, da je možno brez kakšnih varnostnih tveganj z nekaj dodatnimi vlaganji podaljšati obratovanje tam do leta 2040. V resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih, ki smo jo sprejeli še v našem prejšnjem mandatu, pa smo uvrstili tudi drugi blok. Na ta način bi pridobili enega od najcenejših virov energije, ki tudi ne onesnažuje okolja. Minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač se je srečal z vodstvom podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Na sedež HES-a se je vrnil po dobrega pol leta. V prvem obisku smo se dogovorili, kako in na kakšen način bo ministrstvo peljalo postopke v povezavi z umeščanjem Hidroelektrarne Brežice in Mokrice v prostor. Nekako smo danes ugotovili, da ta dinamika teče tako, kot smo se dogovorili. Mi smo imeli 3 glavne točke. Eno je bilo stanje na projektu Hidroelektrarne Brežice in Mokrice, potem točka vezana na večnamenski projekt, meddržavni projekt Slovenije in Hrvaške. Tretja točka se je dotikala meddržavnega sporazuma glede upravljanja reke Save. Zdaj tečejo aktivnosti v povezavi z umestitvijo Mokric v prostor. Javna obravnava se zaključuje 29. oktobra. Računam, da nekje do konca leta oziroma v začetku prihodnjega leta bi moral biti sprejet tudi ta državni prostorski načrt, kar je zelo pomembno. Ključna ugotovitev je bila, da stvari tečejo tako, kot smo se dogovorili. Mi smo veseli, da je bil državni prostorski načrt za Brežice pravočasno sprejet in kot kaže bo tudi za Mokrice, kar nam bo omogočilo, da bomo tudi skladno z zakonom končali obe hidroelektrarni. Tako teče ta dinamika naložbenih vlaganj v izkoriščanje vodnega potenciala na Spodnji Savi in, kar je še pomembnejše, tudi v ustrezno protipoplavno zaščito na tem območju, dodaja Černač. Sevniški župan Srečko Ocvirk je resornim funkcionarjem predstavil načrt za gradnjo šole v Tržišču in potrebe starejših šol po energetski sanaciji, a je bilo težišče pogovorov na infrastrukturi. Sevnica nujno potrebuje prometno povezavo, ki jo obljublja 3. razvojna os. Trasa med obstoječima avtocestnima povezavama na Štajerskem in Dolenjskem je bila v minulih letih preverjena na 3 različicah, za najugodnejšo pa je bila izbrana sredinska. Bili so nekateri pomisleki v posameznih okoljih, zaradi tega so se v presojo vključile še 2 alternativne variante, ki govorijo o modernizaciji obstoječega cestnega omrežja, tako da jaz računam, da na teh 3 bodočih variantnih rešitvah bo izbrana najboljša. Srednji del 3. razvojne osi je ključen za občino Sevnica in ta del, ki smo najbolj oddaljeni od avtocestnega križa, tako proti Celju kot proti Novemu mestu oziroma Trebnjem, in občine Sevnica in Radeče smo najbolj izpostavljene v tem primeru. Potrebujemo sodobnejšo, varnejšo, hitrejšo cestno povezavo proti avtocestnemu križu, pravi Ocvirk. Treba pa bo rešiti tudi vprašanje nivojskih železniških prehodov. V občini Sevnica smo zaznamovani z cestami in železnico v dolini reke Save. Imamo skupaj kar 33 nivojskih prehodov, kar nekaj je ključnih, zelo pomembnih nivojskih prehodov, ki ovirajo promet in so tudi nevarni. Za most Log je prostorski načrt pripravila že občina in s tem mostom se ukinja 3 nivojske prehode. Tudi nadvožnjak, kot mu rečejo v Sevnici, ta pa ni vreden svojega imena in je izjemno nevaren, predvsem za pešce, dodaja Ocvirk. Vladna ekipa je bila na posvetu v Sevnici opozorjena, da Posavje ni le industrijski in energetski bazen, ampak tudi kmetijsko območje z idealno priložnostjo za namakanje. Zaradi birokratskih ovir pa je nemogoče dobiti dovoljenje za namakalni sistem. Kmetijski in okoljski minister Franc Bogovič je povedal, da delajo na poenostavitvi postopka. Sprememba zakonodaje, ki je bila narejena na julijski seji, je šla v to smer. Naslednji koraki se še načrtujejo, gre predvsem za enostavnejše umestitev zadrževalnikov brez gradbenih dovoljenj, tudi za bistveno manj presojami, kot je bilo v preteklosti. Pomembno je pa tudi to, da smo znotraj ministrstva naredili in zaključili ciljni raziskovalni projekt, znotraj katerega so povsem natančno izračunane kapacitete, kje se z namakanjem lahko nadaljuje, kje ne.
Posavje je bilo tukaj v prednosti, saj je imelo študijo že narejeno, je dejal minister. Zelo pomembno tudi to, da imamo v koncesijski pogodbi za izkoristek energetskega potenciala Save pravico prednostno do 4 kubičnih metrov porabe vode. To omogoča tako zelo na okroglo do 4000 hektarjev površin, kar pomeni, da imamo vodnih kapacitet dovolj na razpolago. Izdelani so tudi invest programi. Še bolj me pa veseli to, da bomo lahko na januarskem razpisu, na katerem se bo zadnji paket namakanja tudi financiral iz tega obdobja 2007-2013, prijeli 2 vloge. Gre za Kalce Naklo 160 hektarov in pa tudi za samo namakanje na Blanci. In od 1250 hektarov, ki pričakujemo na tem razpisu, jih bo 250 hektarov iz posavskega prostora. Namakanje bo priložnost za povečanje kmetijske pridelave v Posavju. Kar se tiče samooskrbe, moramo pa v Sloveniji narediti odločne korake naprej in zelenjadarstvo kot eno od teh področij je zelo povezano tako z tem posavskim prostorom, kakor tudi z namakanjem. Tudi na ostalih panogah računamo in verjamem, da bomo tudi ob prihajajoči novi kmetijski politiki 2014-2020 naredili korake v to smer. Ob naložbah v kmetijstvo bo na državni ravni zagotovljen denar še za nekatere okoljske projekte na lokalni ravni, je povedal finančni minister Janez Šušteršič. V proračunu je predvidenih za prihodnje leto 600 milijonov več investicij, kot jih je bilo letos. Predvsem na podlagi evropskih sredstev ocenjujemo, da bo približno 200 milijonov, nekaj manj od tega, porabljenega na lokalni ravni v občinah. Gre pa seveda za tiste projekte, ki so evropsko sofinancirani. V veliki meri gre za projekte, ki so že pripravljeni. Prihodnje leto je zadnje leto sedanje finančne perspektive v Evropi, tako da tukaj gre za projekte na področju okolja, energetske učinkovitosti, tudi infrastrukture. Je pa seveda odvisno od tega, koliko je kakšna občina pri tem tudi aktivna in kako se zna organizirati. Občine bodo morale zelo varčevati pri izdatkih za kulturo, društva in nasploh družbene dejavnosti, da bodo ob znižani povprečnini lahko zagotovile investicijska sredstva. Povprečnina se znižuje na podlagi dogovora z občinami, to je zelo pomembno. Mi nekaj let nismo imeli podpisanega dogovora, ampak se je interventno zniževala oziroma ni se zniževala, se je zamrzovala ali pa počasneje dvigovala povprečnina. Zdaj jo dejansko znižujemo za 3,5% glede na to, kar je bilo. Ampak hkrati je to, se pravi, ravno zato, ker pa povečujemo ta investicijska sredstva, je pa tudi neko soglasje občin bilo za to. Bistveno manj denarja bo za obnovo kulturnih spomenikov, je ob ogledu obnovljenega gradu Reichenburg povedal minister Žiga Turk. Krčane je zanimalo, če bo država obnavljala grad Leskovec oziroma Šrajbarski turn, kar je bilo obljubljeno v protokolih. Mi si zelo želimo, da bi prišlo tudi do obnove tega gradu. Obnova je bila obljubljena v kontekstu gradnje skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Glede na to, da imamo na kulturi vedno manj denarja, bi si zelo želeli, če bi lahko pri financiranju te obnove sodelovalo tudi kakšno drugo ministrstvo oziroma slovenska energetika. Slovenija ne bi bila v tako težavnem položaju, če bi imeli več dobrih podjetij, kot sta Brežiški Kovis in Sevniški Tanin, je ob obisku dejal gospodarski minister Radovan Žerjav. Podjetje Kovis že več kot 35 let uspešno deluje na trgu. Predvsem se obadamo z proizvodnjo zavornih diskov, ležajnih ohišij za železniški program. Nekako v skupini so 4 podjetja, Kovis, na katerem sedežu smo danes, potem Kovis Livarna, locirana v Štorah, potem Kovis Bačka Palanka v Srbiji, kakor tudi Kovis Transporti, kateri je predvsem namenjen za interni transport. Njihovi zavorni diski ostajajo vodilni izdelek zaradi nenehnih inovacij. Izvažamo jih praktično po celem svetu. Največ smo jih do zdaj izvažali v Evropo, v zadnjih letih pa tudi zunaj Evropske unije, in sicer Amerika, Kanada, tudi Kitajska, Indija. Tako da, na kratko povedano, smo uspešni. V lanskem letu smo imeli 46% dvig proizvodnje, letos okrog 10%. Seveda, tržne razmere so zelo težke. S krizo se srečujemo tudi mi, ampak imamo za sabo dobrega lastnika, kateri investira predvsem v znanje, v kader, kakor tudi vsa dobiček vlaga nazaj v naš razvoj, in to je tudi ključ tega uspeha.
Tudi lastniki v sevniškem Taninu dobiček vlagajo v razvoj, saj v svetovni konkurenci lahko preživijo zgolj s paleto izdelkov. Podpredsednica vlade Ljudmila Novak je sicer obiskala podjetje Chemcolor na Brezovem. Gospodarski minister je na vprašanje, zakaj so šli le v dobra podjetja, odgovoril. Vsaki dan si direktorji slabih podjetij podajajo kljuko moje pisarne in nimam nobenih težav s tem, da se ukvarjamo z slabimi podjetji. Mislim pa, da v tem trenutku slovensko gospodarstvo potrebuje predvsem pozitivne energije, pozitivnih sporočil in svežega denarja, dodaja minister. Tako kot tudi drugje zaznavamo v tej regiji primanjkljaj seveda financiranja podjetij, skratka obratnega kapitala, nasploh financiranja gospodarstva, kar je posledica seveda stanja v slovenskih bankah in zato še toliko bolj apeliram na vse, ki kakorkoli razmišljajo o rušenju predloga projekta, če hočete, sanacije slovenskih bank, da naj tega za božjo voljo v dobro slovenskega gospodarstva ne počnejo. Slovensko gospodarstvo v tem trenutku v prvi vrsti potrebuje kvalitetno financiranje in na osnovi tega kvalitetnega financiranja bomo lahko gradili na rasti, na razvoju, na tehnoloških izboljšavah. In jaz upam, da bomo vendarle tudi za sindikati našli dogovor, da tega referenduma o slabi banki ne bo. Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v Krškem z regionalnim centrom za razvoj podpisal pogodbo za projekt Podjetno v svet podjetništva 2013. Ta bo mladim izobražencem omogočil pridobitev znanj za ustanovitev lastnega podjetja, za samozaposlitev ali zaposlitev pri drugem delodajalcu. V projektu bo sodelovalo 250 udeležencev iz vseh 12 regij. Gre za primer dobre prakse in tudi za specifiko trga dela v Sloveniji, še posebej v Posavju in Zasavju, kjer imamo v deležu brezposelnih zelo visok, nadpovprečni delež mladih. Torej imamo tudi tu relativno razvito šolsko infrastrukturo, kar pomeni, da je potrebno tem mladim ljudem, če imajo neko idejo, to idejo razviti v podjetniško pobudo, podjetniški projekt in to seveda lažje storimo, če jih usposobimo preko ljudi, ki imajo znanje, ki imajo izkušnje. In zato smo angažirali tudi evropska sredstva, tako da vidimo v tem tudi eno priložnost, ne samo samozaposlitev, temveč ustvarjanje bodočih podjetnikov, zaposlovalcev, ne nazadnje tudi, kar je seveda končni cilj tudi ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Projekt je vreden 3,9 milijona evrov. Za nas na Ministrstvu za gospodarski razvoj, ki koordiniramo črpanje evropskih sredstev, je pomembno, da financiranje evropskih sredstev in da pokriva 3 dimenzije. Prvič zaposlovanje mladih, drugič njihov vstop v podjetništvo in pa potem tretjič regionalni vidik, ker je tudi prvič, da se bodo v ta projekt vključile vse regionalne agencije in bo na ta način pokrita vsa država. V Kostanjevici na Krki pa se je mudila državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar. Obiskala je najprej osnovno šolo v Kostanjevici, kjer se je ogledala poleg igrišča, ki smo ga pred nedavnim odprli, oziroma športno-rekreacijskega centra, tudi šolsko galerijo. Naj sklenemo ta prispevek s poročilom premierja Janeza Janše, da bo državnih pomoči zaradi varčevanja manj kot doslej, zato bodo morale tudi občine razpoložljiva sredstva uporabiti čim pametneje, da bodo naložbe učinkovitejše. Za konec pa še enkrat v Brežice, kjer je minuli konec tedna vabil podjetniško-obrtni in kmetijski sejem 2012. Na prireditvi, ki je tokrat potekala drugič, se je predstavilo več kot 100 razstavljavcev iz Posavja in drugih območij. Na razstavišču so poleg stalne predstavitve izdelkov in pridelkov ter storitev izvedli predavanja ter kulturne in zabavne dogodke. Odzivi obiskovalcev so bili zelo pozitivni, ocenjuje direktorica Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice Mataja Gerjevič. Predvsem jim je všeč, da se poleg razstavljavcev predstavlja tudi zanimiva izobraževalna kot tudi zabavna ponudba, tako da se tle zadržijo tudi dlje časa, ne samo z obiskom stojnic, ampak da si tudi pogledajo, kaj naše društva iz Brežice ustvarjajo tudi drugače skozi leto. Letošnji sejem je imel 6 avenij. Kulinariko in vina, nekaj lepega zame, poslovne storitve, kmetija in pa drugi ki se tudi predstavljajo. Vse skupaj je več kot 100 razstavljavcev, tako da smo z letošnjim sejmom dokaj zadovoljni.
Razstavljavci so v Brežice na sejem, ki so ga prvič pripravili lani, prišli od blizu in daleč. Imamo izbor iz cele Slovenije, razne mesne, mlečne izdelke. Glih končne stranke je važno, da nas vidijo, da mogoče čez leto, 2, 3 pridejo k nam in upam, da jim naredimo neko dobro ogrevalno tehniko. Med razstavljavci so bila tako podjetja kot društva, nekatera se ukvarjajo z danes redkimi dejavnostmi, kot na primer predelava volne, klekljanje, idrijske čipke in lectarstvo. Vendar brez tega, da bi uvajali maksimalno sodobne dizajne in pa sodobne pristope k predelavi volne, ne bi obstali in ne bi mogli zadovoljiti današnjih zelo zahtevnih kupcev. Mislim, ne da se preživeti z idrijsko čipko, kar imam jaz, to je osebno dopolnilno delo, in to mi je veselje, radost in zelo uživam, ker lahko svoje želje kreiram in izpopolnjujem. Zato sem se odločila čisto slučajno. Bila sem na enem sejmu, kjer sem prodajala svoje slaščice, ki jih pečem. In sem prišla do zaključka, da bi bila to zelo zanimiva stvar, ker na Dolenjskem tega praktično ni. Včasih je bilo to zelo razvito v Krškem, Novem mestu in Beli krajini, Žužemberku. No, po drugi svetovni vojni je pa to čisto izumrlo. Ker so takšni sejmi lepa priložnost za predstavitev svoje dejavnosti širšemu občinstvu, si ga razstavljavci obetajo tudi v prihodnje, obljubljajo pa ga tudi prireditelji. Še večjega in pestrejšega. Tokratno oddajo, ki je minila v znamenju obiska vladne ekipe, smo pripeljali do konca. Gospodarske vsebine si sicer lahko ogledate tudi na naši spletni strani vaskanal.com. Lep večer še naprej in lahko noč.